Spoštovane gledalke in gledalci, danes v naši oddaji predstavljamo vam, gostimo glasbenika, skladatelja in pa enega od ustanovnih članov skupine Čuki. V naši družbi prav lepo pozdravljam Jožeta Potrebuješ. Dober dan in dobrodošli pri nas. Hvala. Rojstvo skupine Čuki sega v leto 1989. Kako se vi, Jože, spominjate začetkov tistih časov? Ja, v resnici se je zgodovina ansambla Čuki začela že eno leto prej, se pravi 88. Prvi nastop smo imeli trije, in sicer jaz sem ravno takrat iz vojske prišel, še takrat iz jugoslovanske armade, smo ga imeli Marjan, Vinko in pa jaz. Ker sva se pa prej v prejšnjem letu z Markotom Vozlom spoznala v vojski in sva načrtovala, da bo nekoč imela svoj ansambl, sem pa jaz še njega potem naslednjo leto pripeljal k Čukom in takrat smo začeli potem nove pesmi snemati in takrat se je začelo tako na hitrico vse odvijati, da mi sploh nismo bili pripravljeni, mi smo še študirali, na šiht smo hodili, ampak povabila na televizije in tako, kakor smo ta prve pesmi posneli, so se začele vrstiti. In prva taka večja uspešnica je bila Rdeča mašna, že leta 1989, takrat se je že, so vsi po Sloveniji vedeli, da z tega benda mogoče enkrat še nekaj bo, razen mi še nismo vedeli, da kaj bo z tega benda. Je pa potem bilo leto 1992 tisto, ki vas je nekako poneslo v svet oziroma tukaj nekako predstavilo širši publiki v Sloveniji in sicer skladba, ki je bila nekako odgovorna za to, je bila skladba Krokodilčki. Ja, res je. Pesem Krokodilčki sem napisal na eni modni reviji, tako zelo na hitrico je nastala, kakor jaz ponavadi mečkam te pesmi, včasih jih pišem tudi po par mesecev. Una pesem je kar hitro nastala in že, ker sem jo na kitaro komu zapel, sem vedel tle, da se bo pa nekaj zgodilo, da se bo pa zgodilo v takem obsegu, pa nihče ni pričakoval. K temu je pa takrat veliko pripomogel tudi videospot. Takrat najprej še ni bilo v Sloveniji veliko videospotov, oziroma je bil to kar en pionirskih oziroma prvih takih visokoproračunskih videospotov, kjer nastopajo od manekenke do vse živo snemali, vem, da smo 4 snemalne dni. In pesem je res postala v momentu tak velik hit, da mi na to sploh nismo bili pripravljeni. Mi smo še vedno igrali tako malo po porokah pa po veselicah, kar naenkrat so nas povabili na vse največje odre. Priznam, nismo imeli ne orenk opreme, niti nismo bili, bo rekel človek, izobraženi to, kako se je pred velikimi množicami treba obnašati pa to. Mi smo pač to malo po svoje furali, tako kakor je bil tudi naš imidž, recimo oblačenje skozi mečkom poseben. Mi smo vedno tako mečkom bolj kravate, obleke in tako naprej. Ampak v istem letu je potem sledil še en videospot oziroma ena prepoznavna pesem z naslovom Ta vlak. In v naslednjem letu smo zmagali že na Melodijah morja in sonca s pesmijo Črne oči. Skratka, potem se je začelo pa tako bliskovito vse skupaj odvijati, da smo komaj sledili. Verjetno imajo pesem Krokodilčki v vaših mislih oziroma vaših srcih eno posebno mesto. Ja, to je definitivno naš največji hit in zdajle si je v resnici sploh težko predstavljati. Se vsak reče, recimo, ko novo pesem izdamo, tudi recimo zdajle za to pesem mogoče, kaj recimo se vidi, da bo velik hit, pa vsak hiter primerja, a mislite, da bo to večji hit kot Krokodilčki? Pa kar da vsakmu rečem, zdaj sicer rečem mogoče, ampak vem, da ne bo. Zaradi tega, ker vem, kako je, ko se res zgodi mega hit. Recimo, to je v Sloveniji, v tej zgodovini je bila recimo, ne vem, par hitov, recimo ti Moja rožica, recimo je bila Hvala za vijolice, recimo je bila tudi tako. Skratka, mal res, ali pa recimo Ukradel si bicikl, tista pesem, ne. To so res taki hiti, ki takrat potem sploh več nas en let sploh niso klicali več Čuki, ampak smo bili kar Krokodilčki. To smo prišli na nastop in to je bilo tako, od začetka nastopa pa do konca, vsak ta drug komad je mogel biti Krokodilčki, drugače so ljudje, kaj pa vam je, zakaj pa Krokodilčke spet ne zažmeli? Ja, še je bila lihkar, ja, ampak je bila pa tako dober. To je res euforija bila nepopisna in od takrat smo res Čuki imeli še veliko hitov, od, ne vem, Kavbojci in Indijanci, Ferrari, Polke, Mi gremo pa na morje, Komar, Ena po domače, ma daj mi poljub. Ni da ni, ampak Krokodilčkov presegel, vam kar povem, ne bo. No, potem pa si tudi mi sedaj poglejmo in pa prisluhnimo Krokodilčkom.
modna pista, to je prava stvar. Lepe punce, te so božji dar. Glejo, glejo, ta bo mis sveta. Še spat ne morem, ker želim si, da njene dolge noge z mano v štric bi hodile. Poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista odslej bo po mojih kolenih. Sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očeh. V očeh. Sam se zdaj potikam naokrog, daleč stran od njenih dolgih nog, daleč stran od modnega sveta. Vendar si želim še vedno, da njene dolge noge z mano v štric bi hodile. Poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista odslej bo po mojih kolenih. Sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očeh. V očeh. Sam se zdaj potikam naokrog, daleč stran od njenih dolgih nog, daleč stran od modnega sveta. Vendar si želim še vedno, da njene dolge noge z mano v štric bi hodile. Poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista odslej bo po mojih kolenih. Sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očeh, njene dolge noge z mano v štric bi hodile. Poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista odslej bo po mojih kolenih. Sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očeh. V očeh. 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 Krokodilčke v očeh. Jože, vi ste tudi avtor, lahko rečemo, da kar večino skladb, ki jih sami izvajate. Od kod črpate navdih, kako se pripravite na pisanje pesmi? Ja, prva stvar, ki je, naše pesmi izhajajo res iz našega življenja. To vam lahko za prmej presežem. Tlele ni nobenega blefa, ki se temu reče. Pač jaz pišem o stvareh, ki me tisti trenutek zadevajo, ki se me dotaknejo, na katere gledam s kakšnim določenim respektom, ali kako se temu reče. Tudi malo je odvisno od življenjskih okoliščin takrat, recimo, ne vem, na pamet rečem, ko sem jaz imel majhne otroke, sem recimo začel delati otroške pesmi, malo bolj recimo je nastala Mi gremo pa na morje, pa Huba Buba, pa tako naprej. Ko sem pač, recimo, smo v glavnem po veselicah igrali, smo celo tisto narodno zabavno ploščo posneli leta 2000, s katero smo tudi potem zmagali na Polka Valček. Drugače pa te zgodbe, recimo ena taka zelo avtobiografska pesem, recimo Zobar. Jaz se dejansko, ko sem bil otrok, jaz sem se res ful bal zobarja. In z mano je mami hodila k zobarju do konca osnovne šole. To je bilo tako. In sem pač to enkrat napisal,
to pesem zaradi tega, ker je šla moja zobrca v penzijo in sem jo hotel zapeti. In sem jo tudi zapel. In tisti ljudje, ki so to takrat slišali, so rekli, pa dej, to moraš ti posneti. In pa smo šli posneti in je ratal hit. Recimo, ne vem, če rečeva Kavbojci in Indijanci, je nastala leta 1996, ko so bile, ali 95, ko so bile ene državno-zborske volitve in so nas eni hoteli na levo postavljati, eni na desno in kar naprej je bil en špeter okoli tega, kaj smo pa kaj nismo in sem napisal Kavbojci in Indijanci, eni bili, drugi rdeči, nič ni važno, sem da imamo mir, pa sem si jaz s tem dušo odvezal, če nič drugega. Se mi ni dalo razlagati vsakmu posebej, kakšno mnenje imamo o tem. Drugače pa veliko pesmi je pa tudi ljubezenskih. Ne bom rekel, da so vse se dejansko čistih tako zgodile, ampak kakšni zametki so pa velikrat prisotni kakšnih zgodb. Ja. Je katera takšna, ki je vam še posebej pri srcu? Je katero besedilo takšno, ki vam je res najbolj všeč? Besedil moram reči, da je kar veliko takih, ki bi jih z veseljem še enkrat napisal, oziroma na katere sem ponosen. Recimo, včasih kakšna taka banalna fraza, recimo, ki jo že pišem, se mi zdi tako genialna, recimo, ne? Ampak seveda za mene. In potem se tudi kasneje ponavadi pokaže, da jo ljudje vzamejo za svojo. Recimo, pri pesmi Daj mi poljub, ki jo izvajamo skupaj z Modrijani, je recimo ena fraza, ki sem jo jaz enkrat, sem si jo predstavljal, ko smo na enem novoletnem nastopu bili in sem gledal in ognjemet je bil v polnoči, a ne? In pol tam tista pesem poje, se pravi. Si rekla, skrivaj le meni, se pravi, da vidiš v njenih očeh ognjemet. Gledaš ti ognjemet, ampak ne gor, ampak v njenih učkih se odsije ognjemet. In je nastala ena ful simpatična fraza, ki se jo zdajle sicer ne spomnim, če bi kitaro v roko vzel, se jo takoj spomnim, ker jo zapojem, da bi jo pa zrecitiral. Jaz recimo svojih besedil ne znam tako recitirati, ker jih pa zapojem, pa takoj mi nekako zlaufa. Drugače pa tudi recimo besedila, jaz tudi recimo veliko pišem pesmi za otroke. Lahko rečem, da sem kar en vodilnih avtorjev ali pa zdajle celo zadnjih 20 let vodilnih, vsaj največ hitov sem gotovo naredil. Je recimo pesem, ki se mogoče nekomu zdi ful butasta, recimo Ko, ki je vele uspešnica otroška in ki ima na YouTubeu že čez 10 milijonov ogledov. Recimo pesem, ki govori o enem piščetu, ki gre čez dvorišče in potem se zgubi in potem mama in ata petelen oziroma tako ena zgodba. In tudi, če pogledate posamezne fraze, so zelo, zelo simpatične noter. Nikoli pa si ne pustim eno stvar kot ustvarjalec, kot komponist. Vedno vsako stvar, predno jo izdamo, oziroma predno jo damo v javnost, jaz pravim tako, vsako besedilo mora imeti eno temo oziroma vsaj par simpatičnih fraz. Drugače jaz tega ne izdam ven. Ravno tako tudi melodija mora imeti par luštih kečev, ki se jih človek zapomne. Drugače taka melodija nima pravice, da sploh izide. Kaj brez veze, kaj dosti druge muzike na svetu, kaj bo sam gužvo delala na tržišču ali kjerkoli že na radijskih postajah. Se pravi, nekaj mora vsaka stvar pomeniti. In ravno tako je tudi z aranžmajem in z videospotom. To je še potem, mi ponavadi tudi videospote snemamo, smo zelo poznani po tem, da imamo take dosti izvedne in pa tudi visokoproračunske videospote. In ko je v kompletu, potem šele pride tisto do izraza. Vaše skladbe pa so nekako tudi stalnica na raznih festivalih, s katerimi ste se uvrstili recimo na tiste najvišja mesta. Ja, Čuki nismo prav pogosto sodelovali na festivalih. Smo pa bili recimo dvakrat na Melodijah morja in sonca, enkrat smo za debitante osvojili, potem naslednjo leto smo pa kar zmagali, takrat se bolj več nismo prijavili. Potem smo se pa prijavili enkrat na začudenje mnogih na festival Polka in valček. Čeprav smo bili takrat zelo poznani kot zabaven ansambel, smo imeli ful veliko teh zabavno-glasbenih uspešnic. No in takrat smo tudi 2000 leta smo premočno zmagali s pesmijo Kraljestvo naše sreče. Kasneje je izdal tudi CD.
mislim, da je to še vedno najbolj prodajan CD narodno-zabavne muzike v tem tisočletju. Drugač pa, čakam na festival, dobili smo res vse žive nagrade in Viktorje in Zlate note in to imamo vsega veliko dost. Moram pa reči, da se mi je enkrat ena stvar majčkeno zamerila, namreč pesem Komar, za katero sem jaz vedel, da s Piko Božič to bo hit in to se že vidi, ne samo da je hit, to je evergreen, ni bil sprejet na EMO, se pravi na Eurosong slovenski. In to se mi zdelo pa tako meč, ker sem rekel, pa daj, če ne prepoznate ta za hita, da ga saj noter date, pol pa ne vem, a sem sploh še smisel in seveda to je bil potem tudi pesem tistega leta in vse živo. Še zdaj jo vsi ansambli izvajajo. Pa sem pa mislil, pa se mogoče pa je res boljš, da kakšni mlajši izvajalci se na te stvari prijavljajo. Tako da se zadnja leta pa nismo prav veliko prijavljali. Prej sva govorila o pesmi Daj mi poljub in sedaj je tudi čas, da tej pesmi midva in pa tudi vsi najni gledalci in gledalke prisluhnejo. Silvestrska noč, v eni od koč, čakali smo polnoč v družbi pojoč. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Si rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel s seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Se zjutraj zbudim, na smeh se držim, po glavi podi se prelep mi spomin. Veselje in smeh, snežinke v laseh, odsev ognjemeta v tvojih očeh. Rekla tedaj, le meni skrivaj, besede čarobne jih pomnim še zdaj. Sem vzel jih zares, nasmeh do ušes, jih nisel s seboj, bom tja gor do nebes. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Zdaj leta tako kot nikdar tako in čakam, da spici podava roko. Te stisnem v objem, že predno spet grem, predaleč od tebe pojoč ta refren. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko mi podaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga nazaj. Daj mi poljuba, ti vrnem ga in roko
potrebuješ veliko, vsega sva že povedala, sedaj pa je čas, da tudi izpostaviva mogoče nekatere mejnike, ki so zaznamovali skupino Čuki skozi leta. Eden od teh je verjetno vsekakor tudi zadnje, recimo temu, koronsko leto. Ja, Čuki smo v 33-letni karieri, letos bi mogli imeti v Cankarjevem domu koncert ob 33-letnici. Res doživeli že marsikaj. Začeli smo štirje nadobudni fantje, zdaj od tistih štirih sem v resnici po ansamblu samo še jaz. Vsi ostali so pač, Marjan se je celo nehal z glasbo ukvarjati, Marko je šel na svojo pot, Vinko je pa tudi, ko je šel v penzijo, je tudi rekel, da ima dosti tega nočnega življenja, ker to res naš tempo, to je res noro in vsak let si rečemo, samo še letos je takle, ker imamo tak velik hit, se drug let pa ne bo več take gužve, pa ne bo več toliko nastopov, ampak to se dogaja zdaj že 30 let. Ampak jaz pravim, kar naj traja. Drugače pa večji mejniki v zgodovini Čukov so prav gotovo krokodilčki, so izlet v narodno-zabavno sceno, ki je tudi na splošno slovensko glasbeno sceno zelo spremenil. Veliko sodelovanj imamo med narodno-zabavno muziko in pa zabavno. Ni več tak tabu, da je zabavno glasbeni izvajalec kakšno s harmoniko tudi zapoje. Celo na odrih se velikokrat srečujemo taki in drugačni glasbeniki. Velik mejnik je bil tudi recimo pesem Mi gremo pa na morje, kjer smo na en način postali tudi ansambl za družine in otroke. Tlele smo nepogrešljivi na vseh takih družinskih zabavah, od miklavževanja v Murski Soboti, se veste, in tega je veliko. En velik skok je bil, oziroma velika prelomnica v zgodovini Čukov je bila ena 13 let nazaj, ko je Marko Vozelj zapustil skupino. Ampak smo dobro speljali takrat, kljub temu, da je bil to za nas v bistvu en tak svojevrsten šok. Potem je prišel Jernej Tozon, na mesto Vinkota je prišel pa 3 leta nazaj ali 4 že Miha Novak, tako da smo zdaj v tej zasedbi ene 4 leta. Še kakšen drug tak velik mejnik, da bi nas... potem mogoče en tak medijski mejnik, bi človek rekel, pa je koncert v Cankarjevem domu ob naši 30-letnici, ki ga je posnela tudi nacionalna televizija in je bil v tistem letu tudi najbolj gledan koncert na nacionalni televiziji in tudi najbolj gledan koncert od vseh slovenskih na YouTubu, si ga lahko celega pogledate. Tam so se zvrstili številni glasbeni izvajalci, s kateri smo prepevali naše uspešnice in teh je bilo res, takrat se je še videl, kakšen opus je skupina Čuki v teh 30 letih naredila. Se smo imeli 2x po uro pa pol koncerta, pa še nismo vseh hitov zaigrali. Tako da bomo mogli to enkrat še ponoviti. Če mogoče pokomentirava še minulo leto, v tem je verjetno bilo nastopov bolj malo. Ja, pa se zgodi pa leto 2020, kjer smo imeli 7. marca zadnji nastop. Tako nepričakovano, bili smo dol na Jurčičevi domačiji na Voljavi, tako je bilo še 3000 ljudi, smo se veselili. In slutili, da bomo se za kakšen mesec verjetno mogli umakniti. Tako smo upali, ampak razmere so tako pokazale, da smo tudi Čuki, tako kot vsi drugi glasbeniki, bili kar naenkrat odrezani od tistega, zaradi česa v resnici sploh vse skupaj delamo, se pravi od naše publike. Pogrešamo to, ampak glede na to, da sploh jaz, da sem že več kot 30 let na odrih, vem, da obstajajo take in drugačne obdobja in tudi to bomo pregurali. Vi ste bili v tem času, lahko rečeva, pridni. Vi ste v tem času bili, lahko rečeva, pridni. V javnost je pred kratkim prišla vaša nova skladba, naslov te Mogoče, kakor je tudi moč videti na vaši majici. Že prej sva jo izpostavila. Gre pa za skladbo, ki je v kategoriji glasbe na portalu YouTube dosegla oziroma zasedla prvo mesto popularnosti.
Ja, sej večina naših pesmi, ki jih ven damo, to sicer doseže, ampak to ponavadi doseže tako za par dni, za 2-3 dni. Tale pesem se pa že kar neverjetno dolgo drži, pa ne samo seveda v kategoriji slovenske glasbe, ampak kar nasplošno svetovne. Tako da tale pesem mogoče je res na pragu poletja. Tako, če bi bili zdajle nastopi tako, kot bi mogli biti, bi bil to definitivno poletni hit, ki bi ga igrali vsi bendi pa to. Zdaj sicer ne vemo, kako bo, da se je pa pesem med poslušalci in pa tudi videospot zelo prijela, to se pa zdaj že vidi, tlele pa ni nič več mogoče, tle pa že kar sigurno. O čem govori skladba? Skladba govori o eni besedi, ki se jo čist premalo zavedamo, kolikrat jo mi recimo v enem dnevu izgovorimo. To je beseda mogoče, ki jo mogoče celo prevečkrat imamo v preveč negativnem smislu, ker se nam zdi, da tisti, ki prevečkrat reče mogoče in se ne more takoj odločiti, se nam zdi, da preveč cinca. Jaz ne vem sicer, kako na vašem koncu rečete cincati, a ti veš, kaj beseda cincati pomeni? Vemo. A veste? Vemo. Pa imate vi še kakšen drugi izraz za to? Ne vem, zavlačevati je po slovensko, ne? Ali pa bi rekla, da kar da si cincati, neodločen. ja. Cincati, a res? Bi rekla, da kar, Jaz sem skozi mislil, da je ta cincat, da to samo moj oče skozi meni govori, kaj spet cincaš, pa kaj cincaš zdaj? Zdaj pa vidim, da je kar vse slovensko znana. Je pa tako, da to besedo mogoče izgovorimo seveda takrat, ko se ne moramo takoj nekaj odločiti. In vsi potem te ljudi, ki rečejo velikrat mogoče, si mislimo, joj, se ta človek se pa nekakor ne more odločiti, jaz sem pa rajš take ljudi, ki se takoj odločijo. To je že delček resnice, je v tem in tudi v videospotu in pa v pesmi govorim o tem, kako se ena punca nikakor ne more odločiti, ne levo, ne desno, ne sem, ne kje, ne prsten, ne nič. In v videospotu tudi recimo, kjer glavni vlogi odigra naša prijateljica Jasna Kuljaj, s katero smo tako ali drugače, saj jaz povezan že 15 let, zaradi tega, ker pač sva delala skupaj Oddajo na zdravje in zdaj Črnega Petra in tako naprej. In pa naš Jernej sta odigrala ene vloge, kjer ona pač cinca in se nekakor ne more odločiti. In te cincari so ponavadi, se pravim, tako mečkaj manj zaželeni, bom rekel, preveč jih imamo, ampak v resnici ni tako. Jaz pa pri sebi recimo vidim, jaz rajši vidim, da človek 3-krat ali pa 5-krat reče mogoče, pa se potem tist, ki se odloči in tist, ki reče, za tistem stoji in to tudi naredi. Tako da ta cincat je taka mal čudna beseda, ampak jaz rajši vidim premisliti, pa človeku reči, ne pa pol se skozi opravičevati, pa nekaj, pa nisem tako mislil, pa nisem tako mislil. Tako da tudi ta mogoče ima en določen čar med tistem strogim ne, ki je pač ne, ki ni trte mrte, pa med ja, ki je pa pač pol v določenih primerih ne bi bil recimo za celo življenje pri poroki, a ne da. Zdaj pa od tega strogega ne pa do ja je pa eno veliko polje enih besed, ki jih pa ponazarja beseda mogoče. No, potem pa tudi mi sedaj poglejmo in pa prisluhnimo skladbi Mogoče. Mogoče zjutraj, opoldne ali pozno zvečer, za tebe vedno mogoče, mogoče tukaj ali tam, a največkrat nikjer. Enkrat let, drugič vroče, pri tebi nikdar ne vem, ali je start ali je cilj. Že spet je tu tvoj mogoče, je Valentinovo, Božič ali 1. april. Ja, draga, to je tvoj stil. Ljubi, ljubica, daj se že odloči. Ljubi, ljubica, ni dosti je že tega. Ljubi, ljubica, miruj ali pa skoči. Mogoče in morda mogoče levo ali desno ali z glavo skozi zid.
za tebe vedno mogoče. Ali bomo zmagali, zgubili, daj povej že izid. Naj te razume, kdor hoče, a greva v hribe na morje ali pa na izlet. Že svet je tu tvoj mogoče, zvečer pa v kino ali savno ali gledat balet. Ma dej se nekam zalet. Ljubi, ljubica, daj se že odloči. Odloči, odloči. Ljubi, ljubica, mi dost je že tega. Ljubi, ljubica, miruj ali pa skoči. Skači, skači. Mogoče in morda mi dost je cincanja. Ljubi, ljubica, daj se že odloči. Odloči, odloči. Ljubi, ljubica, mi dost je že tega. Ljubi, ljubica, miruj ali pa skoči. Skači, skači. Mogoče in morda mi dost je cincanja. Mogoče in morda mi dost je cincanja. Pogledali smo si video spot, že prej ste izpostavili, da je pri njegovi pripravi sodelovala Jasna Kuljaj, poleg nje pa še nekaj drugih znanih obrazov in pa vam bližnjih oseb. Ja, v video spotu, ki smo ga posneli dva tedna nazaj, takoj čez mejo na Hrvaški, ker je en tak luškan lokal, ki ga ima ena Slovenka, pa solastnik je pa pevc od Karme tudi. K sodelovanju smo povabili brhka dekleta in plesalke Plesnega mesta. Potem smo porabili enega barmana, ki ga je v tem primeru odigral Rado Mulej, tudi naš prijatelj, ki je tudi že v enem našem videospotu bil z naslovom Mačka. Eno vlogo, tako manjšo, je pa odigrala tudi moja hčerka Petra, tisto kelnarca je Petra, ki sicer še nikoli ni bila v življenju kelnarca. In je pa, tako kot še tudi moja mlajša hčerka in skupaj z Manco Špik tudi v resnici v pesmi odpela tiste back vokale, ki jih punce pojejo. Tako da videospot si morate nujno pogledati, ker je tak, če do zdaj niste še vedeli, da je poletje, ta vam ga bo sigurno pričaral. Izpostavili ste, da imate dve hčerki, gresta obe morda po vaših glasbenih poteh? Glasbeno ste sicer izobražene, to je. V naši bajti je muzika doma non-stop, sred dnevne sobe je en bel lep klavir, kjer se dogaja dobro, da smo v bajti, da nismo v kakšnem bloku, ker to nas bi sterali ven ta prvo noč. Tudi veliko prijateljev, ki hodijo k nam, so glasbeniki, tako da pri nas se skozi nekaj dogaja. Včasih tudi lahko si pogledate na našem Facebooku ali pa Instagramu, kaj vse se v naši hiši dogaja. Sploh zdaj v koronskih časih, da smo bili majčkeno bolj v kontaktu z našo publiko, smo to kar večkrat objavljali. Drugače pa Eva pa Petra sta fajn punce, ne pričakujem pa, da se boste tudi profesionalno ukvarjali z glasbo, ampak da imate to za dušo in glasba ti napolne dušo, to imajo pa zdaj že jasno, že dolgo jasno. Ste tudi moje kritičarke, tako kot tudi Andreja, žena, in uživamo v muziki. So one prve, ki nekako prisluhnejo novi skladbi? Ja, žal, ponavadi niso celo najbolj navdušene, ker jaz ponavadi kakšno dobro, jaz namreč vse pesmi vedno pišem po noči. Jaz še ni nobenega stavka, nobene melodije nisem napisal po dnev, to pač tako je, zato pa sem čukal, koga ne vem. In jaz, kad nekaj dobrega napišem, recimo tudi tole, kar sem mogoče napisal, recimo te fraze, jaz to ne morem počakati do zjutraj, da rečem, da bom zjutraj jim pokazal, ne, jaz sred noči, le kaj sem napisal in vse, kaj spet tukaj, kaj. In takoj vidim, če je v tisti zaspanosti, ali takole je ali ni,
že takoj vidim, še bolj pa vidim, če se do zjutraj vsi skupaj zapomnimo, tudi jaz, kaj sem hotel povedati, kako je izgledala melodija, pa to, pol že vidim, da nekaj bo drugače, pa čisto vseeno, če se kakšna stvar tudi pozabi. Ker če ni tistega naboja že na začetku v pesmi, potem se ponavadi ne zgodi. No, povedala sva, da je skladba mogoče že nekako hit poletja, pa je mogoče v načrtu, vaših načrtih do konca leta še kaj novega, še kakšna glasbena poslastica, ki jo pripravljate za nas? Ja, letos smo izdali prej še en videospot, 2 meseca nazaj z naslovom Kam se želvica je skrila, ta je pač zelo otroški, ki je tudi ful velik hit. Seveda pripravljamo pa že novo pesem, oziroma ne samo eno, ker ne 3 imamo v paci, ampak lepo počas. Jaz mislim, da jesen bo pokazala, katera od teh 3 pesmi bo najbolj primerna. Zdaj smo pač ocenili, da ta mogoče, da glede na to, da ta epidemija še na en način nas razdvaja z našo publiko, da mora biti to ena vesela, hudomušna pesem. Kakšna bo pa recimo jesen bolj užgala ali bo kakšna bolj v stilu, če se od spominov da živeti ali pa kaj takega, to bomo pa še videli. Nikoli jaz ne načrtujem tako za en let naprej, kaj se bo zgodilo. Pač res vse je stvar navdiha, verjamem pa, da jesen se spet kaj vidimo, pa vam kaj novega prinesemo. No, mi se že veselimo, da bomo lahko prisluhnili kateri vaši novi stvaritvi. Za enkrat pa se vam seveda zahvaljujemo za obisk. Jože Potrebuješ, najlepša hvala, da ste nas obiskali in pa seveda obilo navdiha in glasbene uspešnosti tudi v prihodnje. Hvala za prijetno družbo. Jaz pa res iskreno upam, da vam bo tale pesem polepšala tole poletje, pa da se čim prej, kaj vidimo na vašem koncu, da skupaj kaj zažuramo, začakamo, kakor pač vi rečete. Prepričana sem, da si tudi tega mi želimo in pa seveda vsi naši gledalke in gledalci. Hvala in pa nasvidenje. Živja! Od vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa se prav tako poslavljamo. Preživite lep preostanek dneva, lahko tudi seveda v družbi glasbe Čukov. Nasvidenje!